prepiri sveta bo pregnan, darojak. A sem jaz zdaj pomešal to vse? Malo sem follow jaz. Kaj? Himno, ne. Ne, je bila slovenska. Vid voditelj na Radiu Robin. Povej mi, kako je bilo v Parizu zate prva izkušnja? Res je, v tej reprezentanci smo zmeri sanjali o olimpijskih igrah. Iskreno, do letošnjega poletja je bila to misija nemogoče za našo reprezentanco. Sanje so postale resničnost in doživeli olimpijado, nepozabna izkušnja. Menda ste si med športniki delili neke broške? Res je, to sicer nisem vedel, dokler nisem prišel v olimpijsko vas, zelo popularno je to menjanje pincov. Sprva, ko sem videl, da klapa to dela, sem rekel, ne, jaz se tega ne bom šel, kjer bom to da, in pol sem, ko sem padel noter, pa nisem mogel nehati, pol sem pa iskal samo eksotične države, take, ki so male, ki niso toliko prepoznavne. Prejšnje poletje po skoraj 20 letih vrnil v domači Alpacem kanal Dejan Vinčič. Dejan, zdaj imam pa tukaj en telefonski klic, v katerem te želi nekdo pozdraviti. Pa dajmo slišati, kaj pravi. Živijo Dejan, poslušaj, že veliko krat smo rekli, da gremo na pijačo, zdaj danes slišim, najbolj, da bi šli takoj zdaj po tvojem intervjuju, če imaš čas na eno dobro kavo, če sem za to. Kdo je bil to? To je bil pa moj tovariš Jerončič. Tovariš, ja. Naj ti povem, da po intervjuju ne bo treba hoditi k njemi na pijačo, ker Zoran prihaja v naš studio. Dober dan, Zoran Jerončič je v našem studiu. Eno kavico, ne, ni prav tista ta prava, ni pravo, ne. To je tista kavica, na katerega ga vabite, a ne? Evo, takole, Zoran je pri nas. Živijo, Zoran. Malo podaljša, ne? Živijo, pozdravljeni. Ja, kaj še pomagam? Evo, kar tukaj le nasedeš, da bo bolj na komod. Ojej. Vi ste menda oseba, od katere se je Dejan največ naučil. Kje sta se spoznala, kakšno je vaše prijateljstvo? Največ ga je naučil, prepričal v odbojko en moj sorodnik, Niko Jerončič, ki je od bratranca sin iz kanala, ki se je poročil v Velenje. In tam je dobil v šoli razne učence in med njimi je bil tudi tale dečko tu. In on ga je uvedel v odbojko, ga celo vozil na treninge. On mi je pravil že takrat, ti imamo enega, veš, ko bo dobro, zagodaj Niko, ne lomič katle, ne. In tako naprej. In ta tisti dečko je z leti postal Dejan Vinčič. Torej, če se vaš bratranc ne bi požijen v Velenje, ne bi imeli zdaj tle... No, vprašanje. Kakšen je drugače po vaše, Dejan, kako bi ga opisali? Njegova rdeča nit je dobrota, oziroma pomoč drugim, oziroma skromnost in trdo z nogami na tleh, ne. Kaj vam gre pa recimo pri Dejanu najbolj na živce? Nekaj more biti, ne? Neka šipka točka. In on razmišlja. Ja, ne, direktno bom povedal. Tisto, ki je večini všeč, tisto, kar je večini všeč in ki me kličejo in rečejo, veš, ki ga gledam samo zato, ker žveči, ga gledam samo zato, ker je ta čingum. Jaz pa sem... Ja, veliko je teh. Še pred 3 dnevi je bila ena Ljubljanča, ki je rekla, wow, kako on žveči to, ne. Tudi danes ga ima na intervjuju. Evo, zdaj boš imel malo sogovornico, 9-letno Leo, ki rada zasliši naše Vipovce, pa dejva slišati, kaj te sprašuje. Živjo, Dejan. Kaj ješ, da si tako uspešen? Je res, da športniki ne jeste sladkari? Ja. Mislim, hrana je zelo pomemben del športnika, vrhunskega, ampak jaz sem recimo tukaj se kar pregrešim doskrat, nisem tisto, bom rekel, zelo usmerjen v to, seveda popazim, predvsem pred tekmami, pred velikimi nastopi, ampak ja, kot vsi mi, kot ti, Lea, obožujem tudi jaz čokolado in si jo privoščim. Ok, gremo dalje. Jaz sem športnica in zelo rada pojem. A vedno mi je bilo čudno, zakaj vi športniki pojete samo himno. Ali znate zapeti še kaj drugega? Ne, samo himno. Točno to me je zanimalo. Kaj bo rekel? Kaj drugače poslušaš od glasbe? Pa jaz sem bolj tako, rečemo, Balkan. V tej Balkanjada. Ko sem odrastel, ja. Dobro, ok, gremo dalje. Nam lahko kaj zapoješ? A nam bi lahko Dejan kaj zapel zdajle? Ja, himno le zapojem.
Ala, da slišimo himno. Ajde, gremo, treba ostati. Žive naj si narodi, ki hrepe ne dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak. A sem jaz zdaj pomešal to vse? Malo sem follow jaz. Kaj? Himno, ne. Ne, vse je bila slovenska. Je bila slovenska, bravo. Ste mogoče v nedeljo kaj nazdravili z ekipo? Prej smo slišali 15. si praznoval, mimo grede vse najboljše. Hvala. Ja, jaz pravim tako po 30. ni glih fajn praznovati rojstne dneve, mislim tako vsaj pri meni, ampak ja, smo nazdravili s fanti, sicer v ponedeljek, nedeljo smo imeli prost dan, smo bili bolj družinsko in potem ponedeljek se obvezno pica piv. No, ampak mi bomo zdaj tole praznovanje razširili še na danes. V studio prihajajo nekateri člani ekipe Alpa CM kanal Slastno torto! Najboljše, dragi Vinko, vse najboljše za... Bravo! Z nami so Jani, Vid, Nik in Grega, živijo! Lepo ste zapeli, bravo, čestitke, kar lahko malo bliže se postavite. Pa upihnil tole, da ne znam. Ja, pa treba pihati torto, evo, kar. Evo, bravo! Si zaželil, ne? Sem. Bravo. Evo, hvala, ker ste z nami. Dajte nam povedati, kako vi vidite Dejana, kako je biti del njegove ekipe? Super je, ne? Kako je naš vzornik. Ja, mislim, definitivno nam pomaga, ne? Lahko zmeraj ga lahko vprašamo, vse zna. Če je kdo, ko nam lahko pomaga, je to on, ne? Ful rad nekaj pove. Ja, on bi nek povedal, jaz ga videl. Evo, kar povej. Ja, mislim, da smo vsi veseli, da je Vinko pač prišel kanal, ne? Kako neka, pač, kaj gledaš na televiziji, ne vem koliko je, 15 let gledaš in politek prije tako ime v ekipo, ne? In kar naenkrat tvoj sodelavc, ne? Ja. Hvala lepa, veliko uspehov že naprej, zdaj gremo pa na tole torto. VIP voditelj, vsako sredo popoldan na Radiu Robin.